potomci žrtev zarov, dragi prijatelji. Ko človek razmišlja o revolucionarnem nasilju, o tem, kar se je tukaj zgodilo, revolucijo na Slovenskem, tega ne more razložiti drugače, kot da potrine na široko v evangeliji in da dajame nek širši, večji pogled na vse skupaj. Potem pride do tega osobnega spoznanja, ki ga je oblikoval Justin Stanovnik, ki sem ga prebral v njegovih spisih od tega dobro desetletja in je to spoznanje z menoj, absolutno. In sem rekel, da ga zdaj prvič delim tukaj z vami. In sicer se vse skupaj začelo v Edenskem vrtu. Ko ste rekli, to je neka nenavadna primerjava, če ni pa. Ampak koliko je ta primerjava nenavadna, je pa izredno bistvena, izredno pomembna in odgovarja v enem samem kipu na vse to strahotno zlo, ki nas je poletelo v 20. stoletju. Ti je rekel profesor Andrej Capudel, najbolj krvavem in komplementarnem stoletju vseh časa. Namreč Adam in Eva, naša prastarša, poslušala glas tega duha, ki je rekel, in bosta kakor Bog. Storita to in bosta kakor Bog. Ta glas ni zamrl v Edenskem vrtu, ampak se je širil skozi vso zgodovino, širil sveta, kjer je človek posegel v ustaljeni red, ki določa, da je vsaka oblast, ki pravi apostol Pavel od Boga, da je avtoriteta, bi rekel, kraljev, politikov, ljudi, ki imajo odgovornost za najvišje funkcije v državi, ni dana kar tako, ni kar sama tako, ampak je povezana s sklopom tega, kar imenujemo morala in etika, kar imenujemo večni zakon, kar je povezano v zadnji instanci z Bogom. Prvi se je to v času francoske revolucije zgodilo, da je človek posegel v ta red. Kralji, ki so tedaj predstavljali oblast, so bili, ko so bili postavljeni za kralje, so bili maziljeni, tako kot kralji stare zaveze. To je potem pomenilo, da je moč najvišjega, ki je moč zakona, ki je moč etike, ki je moč morale, nad njim. Kralj ni bil samo kriv, da se je vzit, ki je rodil kot kralj. Rodil se je tako z dvemi telesi. Eno telo je telo smrtno, tako telo, kot da mi tukaj vsi smo. Drugo telo je pa telo zakona, telo Božjega kraljestva, vsak zakon, če je zakon in Boga. Ko so francoski revolucionarji zrušili ta red, s tem, da so odrezali glavo kralju, so odrezali glavo, kot smo slišali v današnjem evangeliju, vsem družinskim očetom in predvsem pa tisti avtoriteti zakona, ki je stala na družbo. To ni bil sam razlog. 23. augusta leta 1939 se je to zgodilo v neki razsežnosti, ki je do zdaj, ki v evropski zgodovini oziroma v svetovni zgodovini absolutno ni bilo primere. Se pravi, da sta se Hitler in Stalin povezala in da je ta povezava potem pomenila začetek druge svetovne vojne. Ta povezava je seveda pustila v naše kralje in razumljivo, da je, zato ker so tedaj ljudje
pravi ljudje, ki so se popolnoma oddaljili od zakona in Boga in bili prepričani, da lahko počnejo karkoli želijo in karkoli hočejo, zvedali, da to moč imajo. To se je potem resilo v revoluciji. In ta nesrečna, bi rekel, slovenska zemlja je še posebej znana po tem, da ni upravila leta 90, niti kasneje vrnitve nazaj na to izhodišče. To izhodišče, ker je zakon pojmovan kot nekaj, kar je sveta. Ker so politiki skrbijo za to, da je v državi etika in morala. Mi smo to preskočili in tako so tisti, ki so imeli miškarje in plavo od tako imenovanja svobodne fronte v rokah, spet dobili krojaške pravice med slovenskim narodom. Žal se je to zgodilo ob tem, da je bil slovenski narod zaveden in da je dajal ljudem stalni mandat za to, kar počnejo. In danes smo nekje na koncu tega evolucijskega procesa, ko imamo stranko, ki se neposredno sklicuje na začilo svobodne fronte, tako, to je Levica v vladi, in ta ima tam tudi največjo moč. In doživljamo restauracijo komunistične ideologije v vsem njenem ontološkem sjaju, kot se reče. V tem, da nas ti ljudje nadvlečejo nazaj stran iz civilizacije, kajti zahodna civilizacija je utemeljena na zakonu, utemeljena na Božjem kraljestvu, utemeljena na razodjetju. In še huje, kar je, da je ta proces demontiranja zakona, demontiranja vsake avtoritete zajel evropske institucije. V Evropi se lahko govori o čemarkoli. V Bruslu lahko beseda teče o čemarkoli, ampak samo krščanstvo ne. In z tega stališča vidimo, da smo tudi v evropskem smislu na koncu nekega procesa, ki se ne more končati drugače, kot da se vrnemo k koreninu. In vrnitev k koreninam pomeni vrnitev v spoznanju, da je politika, da je družbena odgovornost, da je upravljanje z družbenimi rečmi, stvar, ki absolutno presega posameznika iz tem upravlja, je stvar višje poklicanosti. Tomaš Akvinski je jasno povedal, da v Bogu ne moramo soditi, ker je onkraj vsega konceptov, onkraj vsega, kar se človek zamisli, ampak kljub temu lahko pa tipa, lahko pa vidimo, da se zazremo vse bolj križa. To je popolnoma dovolj. Iz tega stališča uporabljamo, bi rekel to, da so se vaši predniki zbrali in organizirali v ravno proti komunističnemu nasilju in proti tej revoluciji, ki začenja v tistem prvem ne Bogu. Uporabljamo nek zgled. Ljudje se moramo začeti organizirati. Enostavno, sovražnik je samo spremenil, je oblekel je drugo suknjo, postavil je kožo, vzel je novo in se naličil, ampak vse ostalo je isto. Mehanizem je isti. Nič se ni spremenil. In če se česa bojijo ti, ki v imenu bi rekel, da mi vsi upravljajo z našo osobo, je to, da se ljudje organizirajo. Da se povezujemo, da govorimo eno s drugim, da delamo korake k organizaciji tega, da se družba vrne v prvotno ravnovesje. V tem smislu postajajo
nepozaben svet in želim vsem, da to razmislimo in da se združimo, zato da bomo močnejši in zato da bo prevladala tisto, kar mora prevladati, pravica, resnica, nenazadnje ljubezni do Slovenije, do naše domovine in nekaj najbolj učinkovitega,